v poslanski skupini smo ob sprejemanju tega zakona konec lanskega leta opozarjali na morebitne posledice uveljavitve zakona. Opozarjali smo na pomanjkljive evidence, na neurejene evidence glede na način, kot je bil zakon definiran, glede na različne davčne stopnje in vse ostalo, kar je prinašal s sabo. Opozarjali smo tudi na neprimernost rešitev. Opozarjali smo na to, da bodo nekateri kapitalsko močni zavezanci, kot so recimo veliki trgovski centri, bistveno razbremenjeni po novem s tem davkom, nasprotno pa bodo tisti, ki so bolj šibki in ki tega vremena ne bodo zmogli plačevati, predvsem tisti, ki so si sami zgradili stanovanjske hiše, kupili stanovanja z odrekanjem. Kmetje, obrtniki pa doživeli povečanje teh obremenitev do takih stopenj, da jih enostavno ne bodo zmogli. Zdaj vsa ta opozorila so bila na nek način zavrnjena. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke je ostala edino še ustavna presoja, ki smo jo vložili sredi decembra. Tako da so se tudi tukaj izkazali napačni pomisleki nekaterih, da smo vložili to ustavno presojo prezgodaj, ker je začel veljati zakon 1. januarja. To zahtevo ustavno sodišče vzelo v obravnavo in kot veste, je v enem delu izvrševanje tega zakona zadržano. Zdaj v okviru sprejema tega zakona smo bili priča tudi številnim namernim ali pa nenamernim zavajanjem glede finančnih učinkov in glede tega, kakšno breme bo to za zavezance. Eno izmed teh zavajanj je bilo javno izrečeno strani premijerke gospe Alenke Bratušek, ko je govorila o tem, da se bo povprečna obremenitev za neko stanovanje povečala iz 57 na 68 evrov, kar se je sedaj pokazalo s temi informativnimi izračuni, da ne drži. Da je bil ta obdavčitev na tak način, kot je bila izvedena in ta zakon o obdavčitvi nepremičnin velika napaka, priznavajo tudi nekateri poslanci koalicije iz vrst različnih strank, tako iz največje koalicijske stranke kot iz drugih, vendar je to spoznanje žal prišlo prepozno. Zdaj, če pogledamo rezime tega, kar se je zgodilo, lahko ugotovimo, da ga skoraj ni zavezanca, ki je prejel te informativne izračune, pri katerem ne bi bilo katere od napak. Prav bi tudi bilo, da bi bila javnost seznanjena z kumulativnim zneskom teh informativnih izračunov. Najmanj, kar bi morali vedeti v tem trenutku je, kakšna je končna številka, glede na to, da se pojavljajo velika odstopanja in bistveno večje obremenitve, kot so bile prvotno napovedane. Pravi, v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bi nas zanimalo, in to čim prej, da vlada jasno pove, kaj pomeni ta informativni izračun na koncu. Koliko znaša informativni znesek davka v celoti. Ali je to res 420 milijonov evrov ali mogoče več ali manj. Zdaj v teh dneh, v zadnjih dneh, potem ko so upravičenci dobili te informativne izračune, smo priča neki veliki zmedi pri urejanju teh zadev. Priča smo nepopisni gneči, predvsem pred okenci izpostav Gursa upravnih enot, kjer se 10 tisoči državljanov ne ukvarjajo z tistim, za kar se pač običajno ukvarjajo, ko hodijo na ta okenca, ampak za odpravo birokratskih napak te države. Krivi niso ne zavezanci, ne uradniki, ki morajo seveda te kritike poslušati. In dokolikor se to stanje ne bo odpravilo, se bo po našem mnenju lahko zgodilo še kaj hudega. In tega si seveda ne bi želeli, zaradi tega bi pričakovali odgovorno reakcijo vlade. Odgovorna vlada bi v takem primeru priznala napako, ki jo je storila, prevzela odgovornost. Tega v primeru vlade Alenke Bratušek ne bomo doživeli. Odgovorna vlada bi po našem mnenju tako javno preklicala veljavnost informativnih obvestil Gursa in s tem seveda razbremenila zavezance ljudi nepotrebnega skakanja po izpostavah Gursa in upravnih enot in razbremenila tudi uslužbence nepotrebnega dela. Kajti teh napak, ki grejo v 100 tisoče, ni mogoče odpraviti na tak način, kot se sedaj odpravljajo. Tudi tega nismo doživeli. Odgovorna vlada bi po našem mnenju razveljavila zakon, ki ga ne bo mogoče uresničevati, in sprožila bi istočasno javno obravnavo glede bodoče prenove obdavčitve nepremičnin.
predlagano takrat, ko je ta zakon prišel po nujnem postopku v zakonodajno proceduro, vendar smo bili pri tem zavrnjeni. Ker tudi tega nismo doživeli, seveda smo se v poslanski skupini odločili, da predlagamo sklic nujne seje, oziroma izredne seje odbora za finance in monetarno politiko, s predlogom, da pač odbor zaveže vlado k vsem tem ravnanjem in da na koncu sprejme odbor tudi sklep, da se opravi javna predstavitev predlogov za prenovo odločitve nepremičnin.